Dobrodošli v novem podcastu. Tokrat z mano glasbenica, ki že več kot 30 let uspešno nastopa in prepeva. Za sabo ima tudi 25 let samostojne glasbene kariere, to je lansko leto zelo lepo proslavila v razprodani Galusovi dvorani v Cankarjevem domu. Danes pa z mano v podcastu Nuša Derenda. Živjo! Živjo! Z Nušo se poznava že zelo dolgo časa, ne samo da se poznava, ampak tudi veliko sodelujeva, zato drugače kot na ti ne morava biti. Seveda, obvezno. Danes ne, a ne? Nuša, prebrala sem nedolgo časa nazaj bil en komentar na spletu pod neko novico, sicer se veš, kako pravijo, da teh komentarjev načeloma ni fino prebirati, ampak ta ti bo zelo všeč. Nekdo je napisal, kaj počne Nuša, da je vsako leto v boljši formi in lepše zgleda. To je pa kompliment, a ni? Ja, to pa je, ne? To pa boža. No? Sej vsak sam ve pri sebi, kje si. Vemo, kako sem stara, ampak jaz pravim, leta dejansko se ne obremenjujem toliko z njimi. Sploh zadnje čase se mi zdi, da sem v enem življenjskem obdobju, ko sem najbolj srečna, ko sem najbolj zadovoljna sama s sabo, s svojimi odnosi, o družini, s prijatelji. Včasih sem se razdajala res na vse konce in me je to tudi črpalo. Tako da poleg tega posla, ki je čudovit, tudi veliko energije daš, ne, in te krpije. Ne. In če dobiš to nazaj, kakšen kompliment ali pa vsaj publiko v dvorani ali pa na kakem nastopu, če dobiš feedback, ko vidim jaz nasmejane obraze, to je največje darilo za mene. K temu obdobju, katerega opisuješ, da si najbolj zadovoljna, srečna morda, se še vrneva, zdaj greva pa najprej mečkeno bolj nazaj na tista obdobja, ko ste veliko še z bendom potovali po tujini in nastopali skoraj da praktično vsak večer. To je bilo neko noro obdobje, a ne? Ja, zelo noro. Ja, tako pot si tudi ne zbere vsak, ne. Imaš priložnosti, zdaj pa jih izkoristiš ali ne. Tako da ja, moraš biti kar pogumen. Za tiste čase je bilo, recimo za moje starše, za mojo mamo, to kar šok, ne. A ne boš šla v službo? Pa to je reden denar, leta ti bojo tekle, pa dej še tisto šolo do konca narediti, ne, pa to, ja, saj sem vse hotla, ampak priložnost je prišla in morala sem tudi mogoče malenkost se s Frankom pogovoriti, takrat s fantom, ki je imel tudi super službo, bil je glasbenik, pomagajo očetu v gradbeništvu, tako da je imel veliko poti odprtih, ne. Ampak je bila ta glasba, nekako sva imela oba rada in tudi družbo in tudi veselje ob tem, ne. In tako se je tudi potem on odločil in tako sva potem se podala na to pot, kjer smo ustrajala 7 let. Ja. In v bistvu, zdaj, ko si rekla, da je mami bilo to seveda verjetno malo nedojemljivo vse skupaj, ne, da si se odločila za takšen način življenja takrat, sploh v tistih časih, ne, je bila ta sigurnost toliko bolj pomembna, pa ti je bilo težko glede na to, da si vedela, da počneš nekaj, kar na nek način mečkano kontriraš mami. Ja, ne vem, mogoče sem res vedno malo bolj uporniška, oziroma sem šla v ene smeri, ki niso mogoče tako, kot vsi delajo. Tako sem bila tudi v šoli, ne. Jaz pač nisem imela zicledra, vse me je zanimalo, bila sem športnica, glasbo sem imela rada, vse krožke razne, ampak najhujš mi je bilo pa sedeti za mizo in knjigo in se učiti. To je bilo najtežje, ne. No, ampak ja, jaz sem nekako verjela v to, da bo šlo nekako. Vedno sem imela seveda tisto ziher varianto, da pridem enkrat nazaj in grem v službo. Tako je bilo mogoče po 5-6 letih, ko sva že nastopala, potem sem spet morala jaz
Franka nekako prepričati, kaj pa če bi imela čas se vrnila, pa bi imela družino. Ne? Bomo že videli, kaj se bo pol zgodilo. Česa je bilo takrat? Je bilo česa preveč? Si bila že preutrujena? Ja, takrat sem že začela čutiti to, da me to že zelo, da sem zelo že utrujena. Ker to res govoriva o res konstantnih nastopih. Ja, ne? in ne samo to, mi smo se vozili za vsak nastop v Nemčijo, ne? 1500, 2000 km. Včasih samo za en špil, včasih smo bili 4 dni, včasih smo bili 14 dni, vsak dan. In ja, je to bilo kar zelo naporno, ker to so bili špili ne samo pol ure ali 1 uro, 2 uri, ampak je bilo 5-6 ur. Tako da je bilo naporno, ampak jaz sem takrat tudi, jaz sem bila pripravljena celo še nadaljevati, ampak sem rekla, lej Frank, dej, če bova nadaljevala, potem se pa morava preseliti v Nemčijo. To bi pa jaz tudi naredila, ker jaz sem si upala in jaz sem si želela v svet, ne. Ampak to pa on ni bil za, ne. Je rekel, pa reš domov. Mu ta ideja ni bila všeč. Ne, mu ni bila, tako da nisva vedela, kako se bo potem nadaljevalo, a bova za vikende še igrala, špilala, pa bova šla v službo, da bo to samo hobi. Res nisem jaz začela kariere dejansko zato, ker sem to rekla, to bom naredila in jaz hočem biti pevka in to. Ne, meni je to življenje nekako nosilo k meni. Ne? Tako da vedno sem se z nekimi izzivi srečevala, je pa bilo to v meni skozi, no, da sem želela peti. Ne? Jaz bi vredno tudi, če bi bila v službi, bi še pela. Ampak zanimivo, ne, ker v zdajšnjih časih se mi pa zdi, da pa večina pevk in pevcev v bistvu že od malega strmi. Jaz pa želim biti pevka in potem vse v bistvu usmerja v to smer. Naredi tudi vse za to. Ne? Jaz sem vedno čakala priložnost, se mi zdi. Mislim, da sem bila dovolj tudi potrpežljiva. Ker če bi jaz pri 20-ih, ko sem imela že željo, seveda, jaz sem že takrat, bi tak nekaj posnela, pa koga bi zdaj jaz prosila. Potem sem Božidarja Wolfa slišala na radiju Brežice, ko je imel intervju. In kaj sem jaz naredila? Bila sem pri mami, pa sem likala in pol me je začelo kar srce razbijati. In sem se odločila in sem šla do radija in sem ga šla spoznati. In sem rekla, jaz sem pa Nuša, jaz sem pa pevka, pa jaz bi nekaj posnela, a vi tudi kakšno pesem pišete? Res? Ja, tako da mi je on potem najdu čez nekaj časa sem mu dala nekaj par demo posnetkov. Rekel, da malo posnam tisto, kar ti poješ. In je bilo od Avsenika do Tine Turner, do Whitney Houston in Liza Minnelli. Tisto, kar je moj železni repertoar še zdaj, poleg mojih. No, in sem mu poslala posnetke, ne, in jo rekel, bom malo pogledala. Ja, pol me pa čez nekaj časa kliče in reče, eno audicijo sem ti zrihtel. A res, sem rekel, veš ono, wow. In kaj mi je zrihtel? Zrihtel mi je audicijo pri Avsenikih. Jaz sem rekla, pa ne, jaz nisem mislila narodno zabavno pet, vse zdaj pojem, ne, ampak in tudi zelo veliko spoštovanje do, no, in potem sva z Vilkotom Avsenikom, gospodom Vilkotom, malo me je sprobal, ne, in je rekel, 2 leti še rabva mi dva, da se še malo, ne. Glas naredi? Pa sem si jaz mislila, no, dobro, se nisem to mislila, jaz sem bolj, me je vleklo v pop, ne. Ja, zato, ker si tudi pela sem pa vedno, ne, tudi Avsenike Miheličeve skladbe, Alpski kvintet in tudi še zdaj. Jaz imam tisto v sebi, ko je dober ansambl, kvaliteten tudi narodno zabaven, se vedno rada pridružim in vse ne smeva pozabiti, da znaš tudi zajodla, če vedno, kdaj, če je treba. Seveda, to vse sem se naučila, mislim, mal. No, tako da, sej ne vem, zdaj, kaj so govorili že, no, v glavnem pri 20-ih sem že imela tisto željo, da bi nekaj naredila, ampak sem se pa zavedala, da mi bodo te izkušnje tudi prav prišle. In smo vztrajali in potem je šlo nekako v to mojo smer. Ne vem, to je bil nek čut, neka intuicija, nekaj me je vleklo spet nazaj, ne, in da bi imela otroka in tako. In potem sta prišla otroka in karijera v bistvu. Hkrati na nek način, ne, kar je pa sploh kar zalogaj. Zdaj morda lažje razumem, ker sem pač tudi sama mama in vem, kakšne so to obveznosti, hkrati pa vem, kaj tudi pomeni imeti zraven kariero. Ne predstavljam si pa
da je to praktično posel, kjer te za vikende ni, kjer te po noči ni, ker otroci tudi zbolijo vmes, imajo tudi kdaj vročino in moraš ti vseeno reči, mi dva greva. Pa dva, oče in mama v tem. Ja. Ravno zato, ker sva bila oba, je bilo potem tako, ker je pa Frank tudi tak en velik deloholik, motivator na nek način, ni mi pustil, da bi se ustavila. Vedno sva imela res dejansko pomoč strani mame in tašče. To je vse v redu in vse je laufalo, v bistvu, kar se tiče posla, ampak ja, velikokrat sem bila potem doma utrujena in sem se zavedala, da nisem tista prava mama. To je mogoče potem kasneje prišlo za mano, ko sta pa že bila najstnika, takrat sem pa rekla, ne, zdaj pa veš kaj, zdaj pa morava biti starša, ne? Ker sem se bala, da ne bi se kaj zgodilo. Ne? Čeprav smo živeli na podeželju in v Vrtičah, kjer je manjši kraj, res ni bilo nekega strahu, da bi tam kakšno slabo družbo šla, ne? Ampak potem, ko sta bila najstnika, pa mal sta šla ven, ne? Mal v Ljubljano, pa v Krško, pa tako. Ja, takrat sem se pa kar malo bala in takrat sem tudi jaz verjetno pri sebi čutila in tudi takrat so me malo glasilke izdale. Telo mi je povedalo, da sem in utrujena, to je tudi bilo res, in da si želim več časa preživeti z družino, tudi s Frankom, da se zadnje, čeprav so skupaj, ne? Ampak tistega kvalitetnega najnega skupnega časa tudi ni bilo. Ne? Tako da takrat je prišla ena taka življenjska sprememba v meni in začela sem spet nekako svoje telo poslušati in poskušati, bom rekla, tudi ne razdreti, moram reči, kar dobrega zakona in družina, ampak vseeno postaviti pa povedati to, pa jaz ne morem več. Ne? Sem samo človek, nisem stroj. Pa je takrat to recimo bilo tudi za Franka verjetno, bom rekla, ne problematično, ampak težko, ker verjetno moški težje razume morda vse te občutke, tudi tvoje, ne? Težko se je verjetno on dal prav v tvojo kožo in si mislim, da je vsaj od začetka verjetno bil še vedno prepričan, ne, Nuša, dej se bomo, gremo. Ja, se pa Nuša zmore. Ja, on je tudi velik kritik, ne? Tako da me tudi velikokrat opozoril za kakšno stvar, ki sem jo naredila narobe, ne? Kar je prav, ker sem s tem tudi rasla. Ampak, ko več nisem mogla, ko sem pa rekla, pa do zdaj sem pa naredila ogromno, zdaj pa tudi rabi malo časa zase. Ne? In moram reči, da tudi takrat se mu še ni posvitalo. Je zelo, kar dolgo časa rabil, da je ugotovil, da pač, ja, malo se spreminjamo in pač nisem stroj, tako kot sem že prej rekla. Ne? No, ampak tako kot si rekla, da si v bistvu to naredila tudi zaradi tega in konec koncev ne samo, da si ti naredila. Glasilke so te tudi pripeljale do tega, da si morala narediti malo daljšo pauzo, premora. Ne? A so ti takrat, kako je takrat sploh bilo? Ti je čist glas odpovedal? Enkrat prej, to se pravi, že ko smo po Nemčiji pa Švici igrali, takrat sem imela pri 25, sem imela prvič vozlič. No, to je bil že en znak, no, da ne vem, če bom še dolgo zdržala tak tempo. Ne. No, in takrat sem bila 15 dni tiho, takrat sem imela samo to in šlo je vse ok. In potem sem spet počasi, tako da 15 dni, mogoče 3 tedne sem imela malo pauze, ampak potem sem pa kar spet nadaljevala. In potem nisem imela težav do svojega 42. tam nekje. Ampak spet je bilo, mogoče to znak, ki mi ga je dalo telo, je bil, veš, če sam ne pogruntaš in sam ne narediš koraka v to smer, da boš malo manj delal, potem te telo opozori. No, in potem se šele zavedaš, da je pa res treba neko spremembo narediti. Ne? Pa imaš občutek, da se zelo dobro znaš poslušati? Jaz mislim, da kar. Ne? Samo ne znam pravočasno reči ne. Še vedno ne? Še vedno narediš to. Ja,
Tudi zdaj še ne vedno. Ne, takrat pa vem, da je bilo tako, da so bile res ogromno je bilo špilov. Enostavno sem včasih imela kak prehlad, pa sem šla potem po parih dneh že spet 5, pa sem bila na antibiotikih, pa sem imela december, ki je bil ponavadi nor, pa še novo leto, pa še Silvestrovo in novo leto. In ponavadi sem vedno po novem letu zbolela. In tako je bilo tisto leto. In sem zbolela, sem bila doma in sem rekla, ok, dobro, sem vsaj doma, sem malo spočila, ampak nisem bila pa navajena se opevati in nisem se opela in sem šla za 5 energy in sem mislila, da bom tako pela kot decembra, ko imaš res vsak dan, takrat res ne rabiš toliko opevanja. Tukaj pa, ko sem bila pa še prehlajena in grlo in glasilke so bile vnete, sem pa jaz šla tako, da se bom, ne? Ja, nisem sploh razmišljala. In to me je potem streznilo, da sem šla in na pregled in potem k učiteljici petja, ki me je potem potolažila in je rekla, bova mi, da to zrihtele, ti si samo človek in tvoje glasilke so itak konjske, itak so veliko zdržale, tako da bomo se zrihtele. Ampak je bilo pa to obdobje zelo težko. In tisto isto leto sem imela še 2 festivala, po enem festivalu sem šla celo še 3 ure 5 z bendom, po nagradi, ki sem zmagala. Ne, takrat sem si rekla, škaj, zdaj pa Nuša, zdaj pa povej, zdaj pa moraš pokazati, da tako ne bo šlo, da je treba malo selekcije delati. Res, zdaj, če tako pogledam mečkano za nazaj, ne, od Eme, pa Eurovizije, pa slovenska popevka, melodije Morja in sonca, verjetno še marsikaj, kar nisem zdaj naštela, tega se je res v tvoji karieri nabralo veliko in me zanima, a si imela občutek, da so festivali ali pa nagrade nekaj, kar te žene naprej? Koliko ti je bilo to pomembno? Do tistega leta, ko sem rekla, da sem bila pa res skurjena, ker nisem mogla dobro odpeti, ker nisem bila več to jest, ker sem bila tukaj utrujena, sem razmišljala, na kak način se sploh jaz znam, na kak drugačen način se sploh znam promovirati. Dejansko so bili festivali moja promocija. Zdaj so drugi prijemi, zdaj so drugačne stvari. Nisem znala blefirati, ampak sem se soočila vedno z... To so stresni momenti, tudi te festivali, to ni kar tako. Mogoče tisti prvi, ko se še želiš dokazati, ko te res žene to naprej, da čim več dobiš tudi občinstva na nek način, takrat se je to še veliko bolj gledalo, kot se zdaj, ne, te festivali in se je glasovalo in tako naprej. Jaz sem znala edino na ta način promovirati nove pesmi, ne, ker potem je začela biti kar neka gneča, se pravi potem z samo promocijo, z družabnimi omrežji, z raznimi oddajami, takšnimi in drugačnimi, zabavnimi, reality šovi in tako naprej. Ne. Festivali so imeli tudi vedno eno težo in tam si se mogel res pokazati in iti in tudi riskirati včasih in se pokazati in se razgaliti na nek način. Ja, tako se mi zdi, ne, če pomisliva, da je na nek način v bistvu danes, eni pravijo, ja, danes je težje, ker jih je toliko veliko pevk in pevcev. Ne. Po drugi strani se mi pa zdi, da vas takrat morda v tistih tvojih začetkih res ni bilo tako zelo veliko kot danes, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je bil ta filter ali pa mogoče sito toliko bolj drobno, da nisi po nobeni bližnici mogel priti do uspeha. Se mi zdi, da ste morda pa takrat vseeno veliko več dela mogli vložiti in truda, da ste do nekam prišli. Jaz, ko sem se že prvič srečala z povabilom na RTV, takrat je bila to edina televizija, takšna pač, ko smo jo res vsi gledali, ne. In festivali so mi res veliko pomenili. In ja, na prvo Emo sem bila sprejeta
to sem že večkrat povedala, takrat sem bila noseča z Gašperjem, 2 dni pred Emo sem imela rok in sem jo potem tisto prvo leto spustila. Ampak to je bilo zame že en velik kompliment, da so me sploh sprejeli. Ker nisem sploh razmišljala, mene sta producent pa avtor sta poslala in pa sem bila kar sprejeta in nisem mogla verjeti. In sem rekla, otroka bom dobila, veš, da je na prvem mestu in ne bom šla tam zdaj noseča na Emo, ko me doben ne poznane. Ja, pa nič hudega, so rekli, nič hudega, bojo vsaj slišali za tebe. In tako se je potem že tisto leto kar odprlo in potem sem šla na Melodija Morja in sonca že, potem pa na to oddajo Orion, ki me pa res dejansko nekako izstrelila. In sem imela res sem bila hvaležna za to, da sem bila povabljena in da sem bila potem tudi res pogosto gostja na različnih oddajah in na jutranjih in na večernih in zabavnih in takšnih in drugačnih. Ker sem se pa zavedala, da je pa to le dobra promocija za mene. Seveda se pa ne konča nikoli z enim festivalom pa z drugim festivalom, pa samo s festivali ali pa samimi oddajami. Ravno tako je, ko recimo zmaga nekdo, ki je zelo talentiran na talent showih ali na kakšnih pevskih teh oddajah, kjer res potem je boom, ampak tukaj se ne konča delo. Ja, ti vedno rada rečeš, to mi je zelo všeč, kako vedno rečeš recimo za zmagovalce tovrstnih oddaj, ne? Ja, lahko ima talent in lahko je zdaj boom, ampak odvisno, ta boom je treba ohraniti. Kako bo to izkoristil dejansko svoj. Ker to je najtežje verjetno, ne? Kaj si on želi? Ker zdaj mladi se mi zdi drugače gledajo, ne? Želijo si uspeti in želijo imeti koncerte in želijo imeti tak normalno pot glasbenika, ki ga gledajo iz tujine. Ne? Ok, tam si popularen, tudi če si samo v eni oddaji zmagal, ti lahko potem neki let po moje gostiš in nastopaš tako. Ne? Pri nas ni toliko prostora, ne? In naši mladi se mi zdi stremijo k tem, ne, zdaj bomo imeli koncerte, ampak jaz takrat sem imela špile. Jaz sem šla na Eurosong, en dan prej sem imela poroko v Šmarjeških Toplicah in sem bila do 3 tam. Naslednji dan sem šla na avion na Eurosong. In nastopala sem še vedno kot prej z ansamblom, kjer smo igrali od narodno-zabavne glasbe do zabavne pop glasbe, svetovnih uspešnic. Vse to sem še vlekla. Jaz sem šele svoj band dobila tam nekje, da bi spremljal samo mene in nikoli še skoraj do zdaj. Še zdaj imam velikokrat nastope, kjer pojem tudi druge pesmi, ker se mi zdi, da so te moje preveč festivalske in da ne morem narediti tega vzdušja, ker meni veliko pomeni, da naredim vzdušje, da se ljudje sprostijo, da se smejijo, da uživajo v baladah in v kakšni hecni, tudi, da zajodlamo vmes, to sprosti ljudi in pač taka sem, to sem jaz. A imaš mogoče občutek tudi, prej si omenila, ne, pri mladih, kako bi radi hitro na nek način? No, veliko, tako nasplošno, ko gledam, se mi zdi, da stremijo k temu. A podobno opažaš recimo pri Matevžu? On je tudi zdaj na svoji glasbeni poti. Kako, recimo, to je zelo različno, ne? Se pravi tvoja pot in seveda njegova skupaj s fanti, ampak koliko jo ti še lahko razumeš, to njihovo drugačno pot? Razumem, čisto razumem, vem pa tudi, da Matevž razume in pozna mojo pot, tako da bom rekla, ni to sam njegova pot, ampak tudi z mano kdaj gre z našim bendom, mi poje tudi back vokale, pa tudi kako sam zapoje, pa kakšen duet. In potem ima še en drug band, s katerim je tudi imel take gaže, ne vem, jugo, rock, ne, nostalgija, ne vem, v tem stilu. Probal je marsikaj,
ne, je pa to bum pa mu je prioriteta in tukaj jaz samo rečem, super, samo vztrajajte, sam ne zgubite želje, volje in tega zanosa, ki ga kažejo. Ne. Pride Matevž kdaj k vama po kakšen glasbeni nasvet? Pogovarjamo se velikokrat, ampak preko najinga dela jaz mislim, da sem mu že veliko povedala. Jaz sem že, v najstniških letih sem mu kar veliko še tako zabijala enih stvari in sem ga tudi mal na realna tla spuščala. S Facebookom in z vsemi temi družabnimi omrežji je seveda prišla tudi prepoznavnost, hiter. On je prišel z mano na televizijo, vsi so ga že poznali. Ne? Se pravi, jaz sem ga morala vedno malo, Matevž, to še nič ne pomeni, če imaš ti zdaj več sledilcev, ko jih imam jaz na Facebooku. Niso vsi prijatelji, veš, samo čakajo, iščejo, ne? Kje boš šibki. Zato, ne, jaz mislim tudi, da je sam dokaj dost je zrel in tudi ve, kaj hoče, tako da v marsičem so si zelo podobna, ne. In jaz mu več ne morem neki pamet soliti, razen s tem, da ga vprašam, a imaš čas, a greš na mano? Lahko greš. Dobro, če pa ne, pa v redu. Ja, tako je. Prej si omenila, da je recimo Frank bil nekdo, ki je bil tvoj motivator in deloholik, ampak zdaj v tem obdobju, kot sta trenutno ali pa zadnja leta, dajva reči, bi pa lahko rekla, da ko vaju spremljam, da velikokrat lahko opazim, da zdaj pa res znata tudi vidva uživati, v smislu ne samo uživati ko gresta na nek nastop, ker to dejansko gresta poslovno skupaj, dajmo reči. Veliko, čeprav v zadnji čas je tudi veliko sama, zato ker ima on ozvočenje, ima druge prireditve. Posebej, ne? Ja, ampak to me nič ne moti, jaz sem tudi rada vozim, hvala Bogu, to je tudi en velik plus da pri tem poslu, ker moraš sam velikokrat kam iti, ne. Včasih me je še več spremljal, zdaj pa se mi zdi, da zadnji čas ima pa še vedno več dela s tem ozvočenjem, zato ker je enostavno si kar naredil eno dobro ime, sploh za kakšne orkestre ozvočevati in tako naprej. In on to res uživa še vedno in tudi kar pozna glasbo in sliši, to je zelo pomembno. Ne. Je pa res, da smo se mogoče zdaj tudi med korono, me je bilo malo strah tistega obdobja, oziroma takrat smo bili tako vsi v šoku, kaj se bo zdaj zgodilo. Takrat sva pa najdla tudi neke stvari, ki naj jo tudi veselijo, in tudi sva bila skupaj malo več takrat, tisto leto, malo pred korono sva imela 25. obletnico poroke in sva, ali zdaj že 20, zdaj že, ja. Ok, ni važno, pustimo obletnico poroke. Ja, in sva hotela iti v Avstralijo, celo za 3 tedne in je privolil, wow. Ampak potem so se začeli tisti požari in sva se potem sva šla na Tenerife za 15 dni, to je pa bil že dosežek. To je bil pa že orang dopust za vaju, ne? In tudi nekako je prišel tudi Frank do tega, sva pa res veliko, ogromno naredila v življenju, deva še malo zase kaj narediti, ne, in tako da on ful rad kolesari in mu tudi to pustim, čas ga 3-4 ure ni, ampak jaz pač ne morem, ker pa en pa mora biti malo doma. Pa še kaj poštimati. Jaz sem veliko hodila na sprehode in naravo občudovala v vseh letnih časih, v tistem obdobju. Pa kuhali smo vsi veliko, ne? Kuhala. Pa pekel. Vse sem nisem vse nadoknadila, ampak sem pa marsikaj takrat res. Tudi mogoče sama sebi dala eno potrditev, da znam kaj narediti v kuhinji, da znam biti gospodinja, da znam biti žena, mama tudi na vse zadnje. Ker tega v tistih letih norih ni bilo veliko, enostavno ni bilo, ne. Jaz sem tokrat bila žalostna, ker se nismo skupaj usedli ob nedeljah za mizo, ne. Točno to, kako to sem izgleda hvaležna, sploh? da smo mi pri mami Tinki na moji tašči jedli vsako nedeljo, ki je 50 metrov stran od naše hiše, hvaležna do neba. Ampak po eni strani pa žalostna, ker se nisem mogla niti prav povezati z otrokoma. Vedno se je mudilo, vedno sem samo jih priganjala. Ajde, morata iti, pa gremo, ker se je meni mudilo, ne? Ker je bil pritisk name, sem bila potem jaz tudi bolj stroga oziroma bolj nepopustljiva ali pa bom rekla tečna mama. Ne? Ja, včasih rečeš, da si imela tako malo bolj vojaško vzgojo, ne? Ker pač enostavno, Frank je rekel, ja, to pa to bosta naredila, ja, jaz sem pa morala biti tista, ker sem pa
to zahtevala od njiju. In ja, pač tudi tako kot je bila vzgoja do mene, mene tudi ni noben nikoli ujčkal preveč. Vedno so zahtevali od mene maksimum in sem potem mogoče tudi jaz bila včasih tako do svojih sinov. Mislim pa, da je ravno v tem obdobju korone smo pa veliko bili skupaj in smo se tudi veliko pogovarjali in marsikakšno stvar tudi razčistili, ker mogoče tako v enem obdobju nista razumela tega. In pač tako mi je bilo fajn, ker mi je bila kot ena spoved, ko sem z ima pol to govorila, tako da sem veliko krat zjokala, ker je to kar ta čustva so vrela z mene, kaj sem se jaz takrat dogajala. Ne, ni bilo vse tako lepo, kot je izgledalo mogoče na televiziji in navzven. In zdi se mi, da ravno to ima marsikdo napačno predstavo. Ne? Se pravi, ko gledamo glasbenike, uspešne glasbenike pri nas, dajmo reči, si mislimo tako, kot si rekla, da je to vse tako zelo fino, pa v bistvu kaj, sej vsi bolj ne živijo v nekih hišah, vilah, imajo pomočnico hišno, imajo mogoče kakšno gospodinjo, ki pride še malo pospraviti pa zlikati, potem kakšnega osebnega maserja na vsake tok časa in tako naprej. Ne? In da v bistvu ti dejansko, ko prideš domov, si lahko samo nuša, ki malo pocrklaš otroke, se z njimi poigraš. Ampak to je daleč od resnice, ne? Daleč od resnice. Jaz ne vem, mogoče to tudi zato, ker je bil Frank tudi tak realist. Če bi imela mogoče kakega moža, ki bi me pa res nosil takole v naročju, ne, mogoče mi ne bi niti uspela taka karijera, če lahko temu rečem. Ker ja, vedno sem bila na realnih tleh, ne, vedno sem si želela drugače. Vedno sem si želela novo hišo. Jaz sem bila iz srednje šole ven, ko je Frank dobil zemljo in se je odločil, da bi hišo delal, ker je bil oče gradbenik, brat je znal vse, mi smo naredili hišo sami in s pomočjo njegovih bivših sodelavcev in tako naprej. Ne. Takrat še te načrti niso bili takšni moderni in to. Jaz sem bila vedno žalostna, ker takrat nisem niti razmišljala o tem, kakšna hiša, prav 18-19. Ne. Ja, res si bila mlada. Veš, ja, ne, in potem sva itak tista leta potovala in tako da sva jo potem počasi opremljala. No, potem je prišlo že tisto obdobje, ko sem pa tudi jaz se zavedala, ok, to je moje, ne, zdaj pa dajmo malo opremiti in to pol sem jaz bolj za opremo skrbela. Ne. Pri načrtu pa itak nisem imela dobene besede oziroma tudi ni bilo takih, kot sem si je želela. Kasneje smo pa toliko delala, da nismo, enostavno časa ni bilo, da bi, ampak kaj pa rabiš, ne? Vedno bolj sem se pa zavedala, da živim v čudovitem okolju, da je super, ko poznaš svoje sokrajane, da je super, da imam za hišo gost, da imam lahko svoj mir, ko ga rabim. In tudi hiško smo še malo preuredili, pa smo še kakšne kotičke izkoristili, prostore in tako naprej. In zdaj vidim, bolj si star, ne, starejši si, manj rabiš, tako da ja, večja kaj kvadratura, bolj ti gre morda na živce. Ne? Mislim, da je potem, to je tako, potem je že to neki statusni simbol, kot je kak avtomobil, ki ga vedno novega kupuješ. Dobro, mi dva sva res avtomobile sva vedno rada imela orang, ker sva tudi res ogromno kilometrov, po 100,000 na leto naredila in je bilo potrebno imeti velik, tudi da so šli kakšni zvočniki not, pa tako, ne, pa vzdržljiv, ne. In tako, ampak drugače pa, ja, neka vila, ne vem kako velika, kdo bi pa, sej nimam čistilke ali pa ne, vsak dan in tako naprej, kje bi pa to zmogla? Tako da je čist ok, tako, ne, in včasih so res te predstave, ne, da so zvezdniki, da imajo skozi nekoga, ki jim se pomaga. Pustimo Ameriko ali pa tam, kjer svetovne zvezde, seveda imajo tudi razdalje, imajo tudi veliko več nekih dogodkov, eventov, kjer res ne hočejo pokazati vse, res blišč. Ampak na koncu so pa doma po moje čisteni, preprosti, navadni ljudje. In je to bolj igra na nek način, ne? Sej tudi jaz bi lahko prišla na televizijo kot nuška,
malo zapet, pa to brez nekega make-upa ali pa nič zrihtana, ampak to spet ni to, ne, ker je to le spoštovanje do pa nek imič svojih, verjetno, pa ne. imič, seveda, ampak ni me pa to tako obremenjevalo in nikoli se nisem hotela skrivati pred ljudmi. Seveda je to tudi naporno. Ti se moraš posvetiti, mislim, če prideš v trgovino, pa tam je sigurno njih 5 ljudi, ki grem samo v Brežice v eno trgovinco, saj 5 jih srečam, ki jih poznam, ali pa oni mene, pa me pa tako gledajo, eni me kaj vprašajo, eni tako. Ja, jaz sem vedno pripravljena se pogovarjati in dati svojo energijo drugim. In mi ni bilo to nikoli obremenjujoče. Ne? In tudi, če nisem bila vedno v nulo zrihtana, sploh pa zadnje čase se mi zdi, da se to še bolj zavedam tega in mislim, da bi trpela, če bi se skrivala. Če bi živela samo pod krinko, to je Nuša Derenda zvezda. Pač mislim, da ne bi bila tako srečna. Mogoče ta pristnost, a ne, in ta, ki jo še vedno v bistvu ohranjaš in jo že skozi vsa leta. A pa ti je kdaj to, seveda je to kdaj tudi naporno, če samo razdajamo energijo. Kako jo potem, kako jo pa nazaj, s čim se nafilaš? Ker verjetno samo s prehodom je dovolj, da greš malo v naravo? Mene polnijo ljudje. Jaz se res rada družim. Dobro, seveda, kdaj rabim tudi kak mir, ne? Ampak meni te feedbacki, ne, ni nujno, da ravno na koncertu, včasih je koncert zelo mučno, vse skupaj od začetka, pa da se neko vzdušje naredi in da se potem na koncu ljudje zadovoljni in tistih zadnjih par pesmi je tisto, kar te najbolj poboža, ne? Drugače je pa to kar stres, ne? In odgovornost. Najlepši trenutki so potem po koncertu. Ali pa kasneje, kakšen dan, 2, 3, ali pa čez en mesec, ko mi nekdo reče, joj, Nuša, kak je bilo dober. Ali pa ko mi reče ljudje v Brežicah me stavijo, joj, jaz se spomniš, ti si na našem maturantskem pela, da si bila na mizi. To so si vsi zapomnili, še preden sem bila jaz Nuša Derenda. Ne? In mislim, taki spomini, to mi veliko pomeni. Zdaj pred kratkim sem bila gostja enega pihalnega orkestra, ob 150-letnici pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož. In so me povabili po 20 letih, ker sem na koncu koncerta rekla, ja, se vidimo čez 20 let, ne? In so me res povabili, ne? In to mi je bilo tako lepo, ne? Da te po tolkem času se spet spomnijo, da je bilo takrat lepo v moji družbi. In da si spet lahko potem seveda je tudi izziv, a bom zdaj še vedno jim ok, a bojo rekli, Nuša pa ni več ta ista, ki je bila. Izpred 20 let. Ja, ampak zdaj se šele zavedam res, kako hitro grejo leta. Ko sem to pesem posnela čez 20 let, sploh nisem razmišljala o tem, ne, preveč. No. Dobro, je neka življenjska zgodba, ko srečava se spet čez 20 let, ampak nisem si mislila, da bodo teh 20 let, da bo tako hitro minilo, ne? Zdaj jih je že več. Ja, tako da zdaj si več ne upam, kar tako reči, ne, pridem spet čez 20 let, sam če me boste povabili. Ampak se hecam pa rečem, mogoče pa bom. Mogoče pa spet čez 20 palco, let. ampak Prej si govorila, Nuša, o tem, da ko sta veliko delala, da seveda je to se poznalo tudi verjetno na nekem finančnem področju, da sta lahko bila mirna v smislu, kako bosta preskrbljena, ampak da nista, ne, tako kot si rekla, hiša, vila in ne vem kaj. Kaj pa je vseeno recimo tvoja šibka točka glede denarja in zapravljanja? Ker sigurno verjetno v nekem obdobju, ko ga je malo več ali pa ko ga je bilo malo več, ne deluješ mi ali pa nikoli mi nisi delovala, da bi ti te materialne stvari res tako zelo ogromno pomenile? Ne, res da ne. Mogoče sem bila tako vzgojena, mogoče tudi zaradi Frenka, pač on ni nikoli me obsipaval z nekimi darili in tako naprej, ampak vedno bolj sem se zavedala, če delam, potem morava nekaj tudi imeti in morava potem iz tega nekaj narediti pametnega. Ne? To vedno niso bila glih najbolj, bom rekla, spretna v tem. Bila so
tudi dobre duše in sva tudi marsikomu pomagala od prijateljev kdaj in tako. In se je potem skazalo, da sva na koncu midva kratko potegnila. Ne? Da ni bilo to najboljše. Dobra investicija je bila, da sva kupila eno hišo tudi v Vrtičah, kjer je zdaj mlajši sin, in še neke stvari, tako bolj kakšne nepremičnine in tako. Ne. Niso pa zapravljala tako čist brez veze. Ne. Jaz sem imela doskrat probleme s Frankom. Ne. A rabiš to? Jaz sem vedela, pa veš, da jaz rabim skozi. Če se pojavljaš, nastopi so to, najbolj me mori to včasih, ko že maja, ne vem še, takrat imam to, pa to. Kje bom zdaj dobila kaj za obleči? Jaz si ne morem sposoditi, ker sem premehna. Da bo res dobro, da sem jaz dobro počutila. Tako da vedno iščem ljudi, ki mi bodo malo svetovali, ki mi bodo pomagali. Na koncu se sama odločim, ampak jaz se moram dobro počutiti. Ne? Tako da kar se tiče teh stvari, sva imela takih naložb, ki sva že pozabila. Ampak bolj sem to razmišljala, da nikoli nisi, pa tudi ko sva se pogovarjali kdaj, tako v kakšnih stvareh nikoli nisi izpostavila, ne vem, veš, pa bi imela, zdaj si izmišljujem, veš, parfum, se 400 €, ampak nič hudega, res mi diši. Tako, zdi se mi, da kljub temu, da bi si ga v nekem obdobju verjetno lahko brez težav privoščila, da pa vseeno si ohranila to, a res rabim parfum za 400 €. V bistvu mislim, da je res tukaj tudi Frank veliko bi te morda lahko zaneslo, če bi... Mogoče bi me kdaj. Mogoče moja tista šibka točka je to, da sem tudi pogumna, ne? Da včasih so mi kakšne stvari malo prevzeli, zakaj pa ne bi tukaj denar obračala, ne? Na nek način, ne? Dajmo to, pa smo dobila neke ideje, pa so nam ponujali marsikaj, ne? In je treba biti previden, ne? Ker jaz sem znala delati in to, ne? In seveda sem si pa želela, vedno sem si v sebi želela, če pa to garam, pa ni vrag, da si ne bom privoščila ene dobre počitnice, pa da ne bom imela enega avtomobila, pa to, kar rabiš, nujno pa, da je dokaj v redu živiš. No, to sem si vedno želela. To je bil, mislim, da tudi že od otroštva nekako v meni, da si želim živeti svobodno, delati in da bom lahko solidno živela. Da si bom lahko kakšne počitnice privoščila, tudi kam dlje kot do hrvaške obale, da bom spoznala svet, kaj svem, ne vem, da si bom lahko privoščila tudi kako kosilo zunaj, ne samo, da bom samo kuhala in sendviče jedla. Ne. Tako da smo nekako dosti skromno, bom rekla, živima, ker vseeno nikoli ne veš, sem se pa vedno zavedala, da je ta moja pot samostojna, ne, samostojna, mislim, si samostojni podjetnik, in odvisna sem od svojega inštrumenta, od mojega glasu, ki se ga pa ne da zamenjati. Ne. In zato sem v obdobju, ko so me mogoče imeli že nekateri poln kufer, ki so rekli, kje bo tam deren, da še skočila iz ene konzerve ven ali kaj, sem rekla, če tako pride, to mi je življenje prinašalo, nisem jaz iskala tega, ampak sem pa zagrabila potem tisto priložnost, ne? Ampak nisem nikoli vedela, kdaj bo konc, kaj se lahko zgodi. Ker je lahko tudi čez noč konc. Čez noč je lahko konc. Ali se meni kaj zgodi, ali veliko sva na cesti, ali tako da sva poskušala res nekako se zazihrati, no? Da ko bova nehala s tem poslom, da bova lahko nekako v miru živela. Ampak da se ne bo kdo strašil, Nuša niti slučajno še ne misli nehati, ker je še prepolna idej in energije. Idej že malo zmanjkuje, ampak jaz se držim polnih starih dobrih praks. Ampak vem pa, da je še veliko enih takih morda stvari,
za katere se jih nisi lotila v preteklosti, pa mogoče te še na nek način tako mečkano, na vsake tok časa mečkano te tako zbodejo in si rečeš, joj, kaj pa če bi še kaj takšnega. Ampak si pripravljena še vedno za kakšne, a ne takšne, bom rekla podvige, če temu lahko tako rečeva, no? Ampak zdiš se mi še vedno, da imaš to energično energijo in si ne predstavljam nuše, da bi lahko že zdaj rekla, zdaj se mi pa ne da več. Ne, to pa res, da ne, to pa ne. Mislim, ne da se mi čist vsak dan, tudi včasih imam toliko nastopov in tako, in potem se pa en prijatelj ali pa prijateljica, ja, kje pa sta? Ja, zdaj špila gremo, malo smo znali, joj, pridite k nam, bomo pa eno pico imamo tlele, pa bomo en pirček. Ampak pol greva, mi da so taka. In pol pa spet en dan rabiš, da spet prideš k sebi, ne. Vem, da je to slabo včasih, ampak po drugi strani pa zakaj ne? Saj tudi ti prijatelji ti dajo toliko ene nove energije, ne. In kar se pa tiče nekih projektov, imela sem vse sorte idej in tudi želela sem si, plesati sem si želela, pa mi ni nikoli ratalo. Enkrat sem bila celo povabljena v eno oddajo, pa nekako nisem prišla do konca, ne. Vem, da bi bilo to tudi zelo naporno, poleg še vseh še zraven nastopov, potem bi morala pač res dati malo na stran. V osnovni šoli sem igrala, tudi v gledališki skupini, v dramskem krožku sem bila, pa v srednji šoli, tako da tudi oder pač je bil vedno nekako. Jaz poskušam tudi iz vsakega koncerta narediti tudi eno predstavo, no. Tako se mi zdi, eno zgodbo, ja, če se le da, no, če imam to možnost. Tako da ja, to še zdaj govorim, ne, ko bom pa enkrat res malo se ustavila z nastopi, bom pa šla v kako amatersko gledališko skupino ali pa bom probala najti koga, ki bi enkrat na teden z mano delal, ampak tako prav standardne pa to malo, ne. Ja, se to je zdaj, veš, še zelo popularno, ne, da imaš ta pravega profesionalnega plesalca in hodiš tudi na tekmovanja mimo grede. Tako da mogoče pa. Jaz sem kaj, pol bo pa križ svoje povedal, pa mišica se bo nategnila, pa ne vem, rama se bo spavila. Ne bo. Se zato pa še vedno pridno treniraš. Ja, dobro, to sem kar pridna, no, moram reči. Čeprav, dobro, da imam jaz tega svojega roka, grem 2-krat na teden individualno z njim, ker jaz sem pa sama se pa zelo težko zmotiviram, no, da bi imam obdobje, ko sem pridna vsak dan, potem naredim vsaj 15 minut neke vaje. No, dobro, tako da ja, sama sem tako malo lena, ne, malo me mora nekdo, ne, in dobro, imam pa Vivi, psičko, ki je tudi prišla zadnje 3 leta k nam in sem to tudi vesela. To je tudi ena stvar, ki sem rekla, jaz ne bom nikoli imela od psa, ker nimam časa, ne. No, potem se je pa kar malo časa pokazalo in zdaj smo vsi navdušeni nad njo in veseli. Tako da to, potem se rekla, jaz ne bom vrta imela, kje bom jaz to delala, to je treba vedeti, moraš imeti čas, to pride dan, ko moraš nekaj narediti ali pobrati, pa kjere stvari skupaj, pa kjere, ne? Pa kje, res s tem se nisem ukvarjala, no, ker se mi zdi, da pa ko se ene stvari lotim, da se potem te stvari lotim 100%, ne, in zato mi je potem zmanjkovalo časa za določene stvari. Ampak zdaj imaš visoke grede. Zdaj imam. In tudi kar lepe pridelke. Raste. Ja. Po mojem zdaj toliko raste za vsa tista leta za nazaj, ko tega nisi uspela narediti. In najbolj mi je potem všeč, ko dobim potrditev od mame pa od taščev, recimo za ko kaj skuham zdaj, pa ko kaj pridelam na vrtu. Ko rečejo, kako imaš lepo, pa kako si to dobro naredila, ali pa tako. To mi ful pomeni, ne? Ker v tistem obdobju, ko sem vedela, da bi to morala, pa ko nisem bila tista prava, ne, ali mama, ali gospodinja, ali to, so me one vlekle ven iz zagate. In sem vedno imela občutek, da si mislijo, se z nje pa itak ne bo nič, ne. Tako da mislim, da jim zdaj znam vračati in tašči in mami svoj čas tudi, če se le dano dobro pridejo v meseci, ko je bil zdaj maj, juni, ko je bilo pa res kar naporno, ampak še vseeno vmes nisem nikoli pozabila imeti pripravljeno hrano za naslednji dan za taščo
pa tudi mama vmes, ki je imela operacijo kolena. Tako da sem vesela, da lahko zdaj za vse te stvari tudi najdem čas. No. In v bistvu vrneš tisto, kar si takrat ti potrebovala najbolj. In jaz se tudi boljše počutim. In morda je tudi to eden od razlogov te sreče, o kateri si govorila čisto na začetku, a ne? In pomirjenosti v sebi, ker zagotovo vpliva tudi to na kako se počutiš. A imaš kakšen ritual ali pa posebnost, da jo zdaj, ko si v tem obdobju, že to, da se zavedaš, da si je v bistvu nek občutek, da ga ozavestiš, da veš, da je temu tako. A si zahvalna? A imaš kakšen trenutek, ko se, ne vem, zvečer predno zaspiš, zahvališ ali pa v avtu ali pa tako, imaš kakšne take stvari? Že celo življenje hvaležna. Mogoče nisem to zdaj tako vsak dan ponavljala in tako naprej, ampak hvaležna za ta dar, ki mi je dan. Hvaležna za starše in za sorodnike in za Franka. Kljub temu, da sem bila stara 17 let, ko sem ga spoznala, sem točno vedela, da je to tak človek, ki verjetno me bo edini lahko prenašal, oziroma to, da bo videl mojo željo potem, da bi delala kot pevka, da bi bila pevka. Jaz bi bila lahko tudi back vokalistka, sam, da bi šla in da bi pela. Jaz sem rekla, jaz bom enkrat back vokalistka. Še preden sem začela pač solo kariero, čeprav tudi ta solo kariera je povezana z ljudmi in jaz sem bila vedno hvaležna za vse, kar se mi je zgodilo. In jaz sem bila vzgojena v tem duhu, mi smo, katoliška vera, seveda imam vse te zakramente, nisem pa bila spet tista, spet sem šla tlele malo svojo pot, ne. Nuška, rajši sem šla z očetom na kor, da smo pel, ne. Pa enkrat sem se mu skrila pod poslo, ker nisem hotela iti v Kmaš. In tudi vem, da mi je bilo takrat to vse odveč, ampak bolj, ko sem odraščala in zorela, sem videla, da mi je vseeno dalo nekaj dobrega, vsaj da se za vsako stvar, ki se ti zgodi dobra ali pa slaba, se obrnem nekako in verjamem, da bo boljše, ali pa da, če je res tako dobro, da skoraj ne more biti res, da rečem, hvala, ker nikoli ne veš, ne, kaj se zgodi, ne, in sem res hvaležna za vsako izkušnjo v življenju. In mogoče sem zadnje čase še bolj, hočem reči, da takrat, ko sem bila v osnovni šoli še, mi smo živeli v oficirskem bloku, ne, in smo imeli sosede iz cele bivše Juge in to skoraj doben ni bil katoliške vere in doben ni hodil k maši, zato je bilo takrat meni kot najstnici, ne, ali pa koncu osnovne šole to, ne, verjetno zaradi drugih, ne, pač takrat, ne, zakaj moram pa jaz, ne. Ampak sem pa imela veliko sorodnikov in na koncu sem se vedno dobro počutila v tistem okolju, ker so bili vedno ljudje tako spoštljivi, prijazni. Župnik iz Brežic, gospod Milan Kšela, me je vedno podpiral, vedno me je čestital, ko sva se v Brežicah srečala. Naša Nuška, jaz sem vedela, da nekaj bo z njim. Ne? In tako, tako da vedno čutim eno pomirjenost. To, če grem v cerkev, se počutim tako mirno. Takrat mi gre največkrat na jok. To kar neka čustva pridejo ven. Tako da tudi ko sem sama s sabo, ne zdaj, da imam take rituale, mogoče čisto klasične, tudi moji sorodniki se srečujejo vsako nedeljo pri maši, tako jaz sem to, pač nisem redno bila pri maši, nisem, ker sem imela pač to tako delo, da sem pogosto prišla v nedeljo zjutraj domov. Ampak jaz pravim, da ni to vse, nekdo se najde tle, ker mu je to veliko pomeni, najde tak čas za to, nekateri se pa sami s sabo in z Bogom pogovarjamo ali pa z vesoljem, kakorkoli kdo poimenuje, ali pa tudi Boga, marsikdo, mislim, Allah je nekomu Bog, nekomu je Jezus Kristus, nekomu je Buda, ne vem, ampak jaz pravim, da to vse izhaja iz enega vesolja in ta Bog, jaz mislim, da lahko rečem, da verjamem v to. Pa tudi v to, da če dobro delaš drugemu, da se ti enkrat povrne. Da ta karma lahko in če imaš to neko globoko željo, ne tisto na prvo žogo, ne,
Recimo, če bi jaz pri 20 letih zdaj tam enega srečala, tale pa ne vem, piše pesmi ali pa tako, da ne bi prišla na tak pošten, skromen način do njega, da bi šla čez trupla ali pa če bi delala slabe stvari samo za svoj uspeh, to ne bi bila srečna. Ne. Ampak takrat sem tudi jaz tako razmišljala, jaz sem dejansko, ne vem, zdaj sem malo preskočila temo, ampak jaz se nisem počutila sploh, da bi lahko kdaj mi uspelo kot pevki, ker sem imela tudi kot najstnica kar dost nekih, bom rekla, slabe samopodobe, pa nimaš lep nos, pa si mehna, pa kdo bo tebe sploh opazil, ne, veš tako. Ampak potem na koncu sem spoznala, da je ravno ta energija, ki jo daješ, ni toliko niti v tehniki petja in v perfektni tehniki petja vse, jaz pravim, ampak je v tej energiji, iskrenosti in mogoče spontanosti, da je veliko, ne. Kako pa si takrat v tistih časih, ki si jih zdaj opisala, v smislu, da si imela nizko samopodobo in tako, kdaj pa je potem to v bistvu se obrnilo? Kdaj pa si začela kasneje potem ali že, ko ste nastopali? Če bereš moje intervjuje skozi vso to obdobje, siguren sem vedno nekaj sama sebe kritizirala. Nikoli nisem, tudi sama od sebe sem vedno zahtevala. Pa si še vedno imaš ta občutek? Mislim, da recimo takrat, ko sem spoznala Franka, je bila to ena prva stopnička k temu, da on je 1,92 m. In če me je on opazil, pol bi me pa še kdo, ne? Tako da to je bilo že prvi nekako, kljukca, dober. Nisi tako mehna. Čeprav zdaj itak se srečujem non-stop s tem, ne? Sploh tisti, ki me vidijo tako v živo, reče, kako si veliko bolj luštna v živo, kot pa na televiziji. No, to mi povejte, kaj je to s to televizijo. Kaj je zdaj ta razlika, ne? Zakaj pravijo, da se veliko bolj v živo. Tako da to pa, a je to Nuška, a tako mehna je, veš, ampak jaz sem to vedno, bom rekla, na hec obrnila in tudi sama iz sebe velikokrat pač se hecala. No. Ker se je treba kdaj tudi sebe malo pohecati. Pa seveda. Nuša, jaz se ti bom, če sva prej govorili o hvaležnosti, lepo zahvalila za današnji obisk. Mislim, da bi lahko klepetali v nedogled. Brez težav. Tako da res hvala in če govoriva o hvaležnosti, sem hvaležna, da si prišla. Hvala tudi jaz tebi.